Danes sem govorila s stranko, ki mi je rekla, veš, meni se toliko stvari odpira, toliko enih novih zadev spoznavam, da se sprašujem, kje sem jaz bila sploh celo življenje. Vem, da sem na pravi poti, vem, da končno lahko zadiham, da končno lahko zaživim. Ampak, veš, drugi me ne razumejo, ne sledijo mi v tem. Kaj naj naredim? A naj pustim vse za sabo? Kako naj jih prepričam, spodbudim, da grejo z mano, kako jim lahko pomagam? Dragi moji, ja, to se nam zelo pogosto dogaja, ne? Takrat, kadar mi uvidimo neke stvari, ko se nam odprejo nova obzorja, ko se nam razširi to naše zavedanje in smo vsi navdušeni nad temi svojimi uvidi, nad temi svojimi napredki in bi si enostavno želeli to deliti še z nekom, s svojimi bližnjimi. Želeli bi, da pridejo do istih uvidov, da nekako enako doživijo tudi oni to našo pot in svojo pot. V tem primeru je vedno prva stvar, ki jo je zelo pametno narediti, to, da stopimo na žogo. Namreč drugi so točno tam, kjer so. Ne moramo jih prisiliti v nič, ne moramo jih spodbuditi v nič in tudi ne moramo jim pomagati, dokler so tam, kjer so. In to je ok, da so točno tam, kjer so. Imajo vso pravico, ki jo moramo tudi mi spoštovati. In ne glede na to, kaj se nam odpira in kaj vse smo mi odkrili, je zelo dobro, da gremo najprej vase in da pogledamo stvari širše, da si damo čas, da se stvari res procesirajo, res zreflektirajo in da smo pravzaprav mi tisti, ki vodimo s svojim zgledom, ne s prisilo in pričakovanji, kako bi se drugi morali odzivati takrat, ko se nam odpira svet. Tako da, vedno, ko se vam zdi, da ste 5 korakov naprej od drugih in da nekako bi rajš druge pustili za sabo, zato ker pač vam ne sledijo, takrat se pravzaprav pokaže ta veličina sebe, koliko zmoremo sočutja do drugih in dovoliti, da so tam, kjer so in sprejeti njih take, kot so in sebe v tej svoji zgodbi.